Delovni terapevt je pogosto član tima, v katerem sodelujejo tudi zdravnik, psiholog, fizioterapevt, logoped in lahko tudi nekateri drugi profili. Njegova glavna vloga je, da prenaša znanje in veščine, ki jih je posameznik pridobil v rehabilitacijskem procesu, v domače okolje. Prav tako je zelo pomembno, da edukativno vlogo opravi tudi pri svojcih oziroma pri osebah, ki živijo vsakdanje življenje s takim otrokom, mladostnikom ali odraslo osebo, hkrati pa prilagaja okolje in opremlja z ustreznimi medicinsko-tehničnimi pripomočki prostore, v katerih se odvija vsakodnevno življenje. Ta vloga ostaja enaka od zgodnjega otroštva do starostnega obdobja, seveda odvisno od tega, koliko posameznik zmore in koliko so prilagoditve usmerjene v kvaliteto njegovega življenja. Kje se lahko izobrazimo za delovnega terapevta? Za delovnega terapevta se lahko izobrazimo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, ki je trenutno edina fakulteta, ki izobražuje za ta poklic. Kdo pa se lahko vpiše na ta program? Na ta program se lahko vpiše vsak, ki ima povprečne psihofizične sposobnosti, ki ima in ga zanima delo z ljudmi na različnih področjih, ki je dovolj komunikativen, empatičen, dinamičen in ima rad izzive. Seveda pa mora izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis. Koliko časa pa traja študij? Študij traja 3 leta, to se pravi 6 semestrov. Kakšne imajo obveznosti študenti? Poleg običajnih obiskovanj, predavanj, različnih seminarjev, študij zahteva dovolj poglobljenega samostojnega dela. Značilnost za naše poklice pa je tudi to, da imajo veliko praktičnega usposabljanja. In kak naziv si potem pridobijo? Po opravljenih vseh študijskih obveznosti si študenti pridobijo naziv diplomirana delovna terapevtka oziroma diplomiran delovni terapevt. Vi ste tukaj delovna terapevtka. Povejte mi, kdo sploh je delovni terapevt in kaj počne? Ja, delovni terapevt je zdravstveni delavec. Ukvarja se z različnimi problemi pri pacientih vseh starostnih skupin, od otrok do starostnika. Naša vloga pa je pravzaprav, da pomagamo tem ljudem, da se ponovno oziroma da se vključijo v čim bolj samostojno osebno in družbeno življenje. Kakšne pripomočke pa uporabljate pri svojem delu? V prvi vrsti seveda moramo imeti veliko znanja iz tega področja, veliko idej, ki jih uporabimo pri svojem delu in seveda tudi različne pripomočke. Ti pripomočki so vezani tako na funkcijsko usposabljanje, vezani potem na gibanje, vezanje na premagovanje barier širšega okolja oziroma s eno kratko besedo pripomočki podporne tehnologije. Vemo, da se sunkovito razvijajo ti pripomočki, da postajajo vedno bolj celostni, da v velikih merah že nadomeščajo delo naših rok, se pravi od raznih robotov, ki so trenutno aktualni, do računalniških sistemov, do potem raznih pripomočkov, s pomočjo katerih lahko najtežji invalid odpira vrata, zaklepa stanovanje, prižiga luči. Se pravi, naše poslanstvo je, da smo čim bolj razgledani na tem področju, da znamo prisluhniti potrebe posameznemu uporabniku in da ga potem seveda lahko tudi naučimo uporabe teh pripomočkov.